Spoštovani general-major magister Alojz Štajner, predsednik Zveze slovenskih častnikov, spoštovani brigadir magister Bojan Pograjc, pomočnik načelnika generalnega štaba Slovenske vojske, spoštovani polkovnik magister Valter Prečer, poveljnik Centra vojaških šol, spoštovani polkovnik Bojan Bogrinc, namestnik poveljnika 72. brigade Slovenske vojske, spoštovani polkovnik Ernest Anžel, spoštovani gostje, dobrodošli na vojaško-zgodovinskem simpoziju Vloga in pomen generala Rudolfa Maistra in slovenske severne meje za slovensko vojaško zgodovino v organizaciji 72. brigade Slovenske vojske, Centra vojaških šol in seveda Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Današnji vojaško-zgodovinski simpozij smo pripravili v počastitev 140. obletnice rojstva našega najslavnejšega generala v slovenski vojaški zgodovini, generala Rudolfa Maistra Vojanova, v počastitev 100. obletnice začetka Prve svetovne vojne in predvsem spomina na vse žrtve, na vse Slovence, ki so padli v tej največji moriji do takrat v svetovni vojaški zgodovini, v počastitev tudi obletnice rojstva Petra Kozlarja, avtorja zemljevida Zedinjene Slovenije in pa tudi soavtorja slovenske narodne zastave, v počastitev 10. obletnice vstopa Republike Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo in pa seveda v počastitev 20. obletnice pred dnevi, kjer nismo nikoli posebej poudarjali, je bila obletnica vstopa Republike Slovenije med prvimi članicami v partnerstvu za mir, kar je bila priprava na polnopravno članstvo v Severnoatlantskem zavezništvu. Skratka, vidimo, v letu 2014 obeležujemo obilo nekih obletnic. In zato se nam je zdelo prav, da tukaj v Centru vojaških šol, v 72. brigadi Slovenske vojske, v Vojaškem muzeju Slovenske vojske, tudi damo svoj prispevek k obeleževanju in pa seveda opozarjanju ne samo naše notranje vojaške javnosti, ampak tudi širše, tako strokovne vojaško-zgodovinske, zgodovinske in pa tudi laične javnosti na vse te obletnice, ki jih bomo obeležili v letošnjem letu. Zagotovo smo izredno veseli, da se nas je zbralo v takšnem številu tukaj na tem simpoziju. 9. aprila bo potekal tudi koncert tukaj v Orkestra Slovenske vojske v Mariboru, ki bo prav tako v počastitev 140. obletnice rojstva našega najslavnejšega generala Rudolfa Maistra Vojanova. Človek, lahko rečemo, neprenehoma potuje. Tudi v tistem trenutku, ko mislimo, da mirujemo, potujemo ne nazadnje v našem osončju, saj planet Zemlja se neprestano vrti in potuje okoli Sonca. Tako da smo vedno v nekem gibanju. In nekako, ko smo pripravljali ta simpozij, smo tudi načrtovali, da bomo danes potovali po tem tako imenovanem časovnem roku. V tistem delu časovnega roka, ki zajema obdobje 20. stoletja, pa kakšno leto čez. Zato bomo danes se posvetili na tem simpoziju preko 9 referatov dogajanju v tem severovzhodnem delu Slovenije, tudi širšem prostoru Slovenije, skratka na tem območju slovenske severne meje v 20. stoletju, od Prve svetovne vojne
pa do vključitve v Severnoatlantsko zavezništvo. Seveda, kot se za vsak simpozij spodobi, najprej povabim poveljnika Centra vojaških šol, polkovnika magistra Valterja Brečarja, da pozdravi vse zbrane na simpoziju. Polkovnik, poveljnik. Lepo pozdravljeni. Spoštovani brigadir, magister Bojan Pograjc, pomočnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, spoštovani predsednik Zveze slovenskih častnikov, generalmajor magister Aleš Steiner, namestnik poveljnika 72. brigade, spoštovani predstavnik Društva generala Maistra, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, pripadniki Zveze slovenskih častnikov, pripadniki generalštaba Slovenske vojske, Centra vojaških šol in 72. brigade, spoštovani gostje. V čast in veselje mi je, da vas lahko tu v Mariborski kadetnici in v auditoriju generala Maistra nagovorim v času, ko mesto Maribor praznuje 850-letnico prve omembe mesta, ko se spominjamo 100. obletnice začetka Prve svetovne vojne in že omenjene 140. obletnice rojstva generala Rudolfa Maistra, 10. obletnice vstopa v zvezo NATO in še bi lahko našteval. Vse te pomembne obletnice so lepa priložnost, da se s ponosom spomnimo na vse, kar je general Maister, ta veliki Slovenec, storil za našo vojaško in državotvorno zgodovino, ter da se ob tem zgledujemo po njegovi domoljubni drži in tudi razmislimo, kaj lahko v današnjem trenutku prav vsak od nas stori dobrega za našo domovino. General Maister, znan po svoji suvereni drži in uporništvu, se je ob razpadu avstro-ogrske monarhije zavedal nujnosti zavarovanja slovenskega narodnostnega ozemlja pred pretečimi nemškimi težnjami po prodoru na Jadran, ter samostojno akcijo v podporu svojih borcev dosegel, da je Maribor prišel v slovenske roke ter ohranil našo severno mejo. V pesniški zbirki Naši mejniki je Maister med drugim zapisal: Mladi, da ste pripravljeni, meča ne dajte nikoli iz desnice, naše pravice nikoli iz zenice. Vranec naj zoblje osedlan, da se ko strela do mej zaprašite in prevalite lažnike kamnite, ko se okreše vaš dan. Prepričan sem, da bo današnji simpozij pod naslovom Vloga in pomen generala Rudolfa Maistra in slovenske severne meje v 20. stoletju za slovensko vojaško zgodovino prikazal aktivnosti naših prednikov ter pomen našega vojaštva v tem obdobju in pozneje skozi 20. stoletje. Ponosen sem, da so simpozij ob sodelovanju 72. brigade Slovenske vojske in ostalih referentov pripravili pripadniki Vojaškega muzeja Slovenske vojske, ki poleg drugih dejavnosti tudi zgledno ohranjajo spomin na največje slovenske vojaške poveljnike, med katerimi zelo pomembno mesto zavzema general Maister. Dediščina generala Maistra in njegovih borcev, skupaj s spominom na udeležence slovenskega narodno-osvobodilnega boja ter pripadnike teritorialne obrambe in slovenske policije, ki so se borili v vojni za samostojno in suvereno Republiko Slovenijo, predstavljajo temeljne vrednote, na katerih je zgrajena današnja slovenska vojska. Spoštovane in spoštovani, na tej točki besedo predajam današnjemu uvodničarju, brigadirju magistru Bojanu Pograjcu, in ga prosim za nagovor kot uvod v program današnjega simpozija. Hvala lepa. Dragi kolegi, še posebno general Steiner, magister poveljnik Brečar, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Vsem skupaj želim klen domovinski živijo. Spoštovanje in radost me obdajata, kadarkoli stopim v kadetnico. Ker sem še nedavno tega preživel v njej 3 leta kot njen poveljnik,
ter poveljnik nekdanjega poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje na operativni ravni delovanja Slovenske vojske. Še posebej sem vesel, da vidim med vami obraze takratnih bližnjih sodelavcev, a tudi strokovne javnosti ter domoljubnih in veteranskih društev. Obljubim vam, da ne bom tak, kot je večina v navednicah pomembnih govorcev, ki imajo običajno čas zgolj za svojih nekaj minut nastopa, potem pa jih taktično dogajanje odnese s piedestala strategov na nujne, čeprav večinoma nepomembne opravke. Z vami torej nameravam preživeti ves čas namenjen temu simpoziju. Simpozij ima kar dolg in zapleten naslov, katerega že posamezni deli bi zahtevali za poglobljen diskurs več časa. Toda ob tem, da so že bili vsi ekstenzivno obdelani v preteklosti, pričakujem, da bomo v prispodobi rečeno tokrat krasili filigransko okrašeno sablo zgolj s posamičnimi poldragimi kamni na njeni košarici. Takšnimi, ki so morda v dobršnem delu preteklega stoletja ostali zamolčani, danes pa je pravično in pošteno, da jih ponosno odstiramo. General Rudolf Meister je sam po sebi fenomen posebne vrste in neizčrpen vir raziskav in zborovanj strokovnjakov včeraj za danes in zagotovo tudi za jutri. Slovenska severna meja, pa naj si govorimo o tisti narodnosti ali nacionalni, še vedno zahteva razprave, čeprav na različne načine videni v Združeni Evropi danes nekako niso več moderne in preveč zaželene, ker se v marsikateri sredini danes raje uporablja namesto domoljuba pojem državljana Evrope. Slovenska vojaška zgodovina, kateri sam predajam tudi vojno zgodovino, ter jo vidim kot nerazložljiva dvojčka človeštva, je v posameznih obdobjih že plodovito obdelan vrt. Vendar pa mu še vedno manjka nemalokrat integralni pogled v razvoj, vstanek in po letu 1991 končno tudi obstanek današnje samostojne, neodvisne in mednarodno priznane države Republike Slovenije. Vsi trije navedeni deli bi lahko drzno rečeno predstavljali Clausewitzovo trojstvo, kjer naj bi za severno mejo stala politika, za vojaštvom general Rudolf Meister, za ljudstvom pa vojaška in vojna zgodovina. Se pravi Slovenci, ki so s ponosom oblekli vojaško uniformo slovenske, kakorkoli že imenovane vojske, ter opravili tisto, kar so bili dolžni opraviti kot branitelji svojih ognjišč v fizičnem in duhovnem smislu. Prav je, da vas vsaj tiste, ki boste danes referenti, ob tem spomnim ali bolje osredotočim, da se bistvo Clausewitzovega trojstva skriva v odnosu med posameznimi elementi. Še vedno je izredno pomembno, pa vseeno bistveno manj, pa v njegovih posameznih prvinah. Kolegi, gospe in gospodje, Slovenci smo imeli kot narod v sodobni zgodovini po francoski meščanski revoluciji svoje vojske v treh obdobjih. 1918-19, 1941-45 in od 1990-91 naprej. Vsa tri so nam pomembno utrdila domovinsko zavest, vojaške izkušnje in razumevanje pozitivnega lika z visoko stopnjo zaupanja in spoštovanja vrednega slovenskega vojaka. Dekleta ali žene, fanta ali moža, z veliko mero poguma, potrpežljivosti in vztrajnosti, kot zdravo razmišljujočega pripadnika naroda po letu 1991, pa tudi nacije s svojo državo. Pripadnika naroda, ki po kulminaciji svobode v letu 1991 danes razume identiteto in interese domovine v slovenskem narodnostnem prostoru in med izseljenci, a tudi širše v smislu kolektivne varnosti in obrambe za krepitev stabilnosti od evroatlantskega območja do globaliziranega sveta. Dovolite mi, da se pred pričetkom nastopov referentov še iskreno zahvalim vodstvu Centra vojaških šol
in Vojaškemu muzeju Slovenske vojske, tako tudi 72. brigadi za povabilo, vsem vam prisotnim pa za pozornost. Hvala. Zahvaljujem se poveljniku za pozdravni govor in pa brigadirju magistru Bojanu Pograjcu za uvodni slavnostni govor. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo referentom. Na začetku samo eno pravilo, namreč v programu je predvideno 9 referentov. Časa za predstavitev ima vsak referent 15 minut. Jaz imam tukaj en zvonček, s katerim bom zacinkljal v 15 minutah, tako da apeliram na vse referente, med drugim tudi na samega sebe, da se držimo časovnice, da ne bi zavlekli zadeve. Po zadnjem referatu bomo imeli kratko pauzo, odmor, potem pa bo lahko sledila razprava pa vprašanja referentum, tako da nekako upamo, da bomo v časovnici zadevo speljali. Kot uvodni in prvi referat bo predstavila naša kolegica iz Vojaškega muzeja Slovenske vojske, kustodinja, univerzitetna diplomirana zgodovinarka Simona Prš. Simona Prš je v Vojaškem muzeju skrbnica tudi zbirke insignij in pa vojaških tabel, tako da ima v skrbi vse medalje v zbirki Vojaškega muzeja, tisto, kar mnogim vojakom izredno veliko pomeni. V svojem referatu nam bo predstavila dogajanje v Mariboru na tem območju v obdobju Prve svetovne vojne. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani kolegi. Maribor je veljal za mesto z nemškim značajem sredi slovenskega območja. Takšnega stališča so se z največjim veseljem oklepali mariborski Nemci, med katerimi je bilo tudi veliko nemško pobarvanih najednicah Slovencev, ki so tako vstopali v mariborski nemški kulturni krog, in to se tja do razpada Avstro-Ogrske. V prid nemškosti Maribora sta v prvi vrsti govorili struktura prebivalstva in jezik. Štetja prebivalstva so namreč pokazala močno prevlado Nemcev in izkazala dejstvo, da večina slovenskega življa živi na podeželju. Ti Nemci in Slovenci so seveda bili prešteti na podlagi občevalnega jezika in nenarodne pripadnosti. Številni Slovenci so tako prikazani kot Nemci, nekateri po svoji, drugi pač po volji svojih, na primer, delodajalcev. Tako je v samem Mariboru leta 1910 živelo 3280 Slovencev in 22.656 Nemcev. In Nemci so svojo nesporno politično moč znali izkoristiti v svoj prid v vsakem štetju prebivalstva in vsakič znova pobujati zahtevo po rešitvi Maribora in njegovi asimilaciji v nemško ozemlje. Maribor je nemško podobo imel tudi zaradi načrtnega ponemčevanja in pa gospodarske premoči Nemcev. Delež slovenskih podjetnikov in obrtnikov je bil zanemrljiv, industrialci pa so bili tako ali tako vsi nemškega rodu. Tudi različni strokovnjaki in mojstri so prihajali po večini iz neslovenskega področja. Ljudje so med sabo govorili nemško, slovenščina se je uporabljala le v pogovoru z nižjimi sloji. Vsi uradi, sodišča in šole so bili nemški. Pred Prvo svetovno vojno se je odnos mariborskih Nemcev do Slovencev zelo radikaliziral, s težnjo po totalni nacionalni razmejitvi. Mariborsko meščanstvo in delavstvo je postajalo vse bolj nemško nacionalno naravnano. Leta 1914 se začne Prva svetovna vojna. Čeprav je bila fronta daleč, je bila to vojna, ki so jo čutili tudi v zaledju, na stotine kilometrov stran. Maribor se je z začetkom vojne začel spreminjati.
Takoj po njenem izbruhu in razglasitvi splošne mobilizacije je nastopilo obdobje vojnega absolutizma. Uveljavil se je sistem zakonov, ki so omejevali različne svobode ter okrepili vlogo vojske v javnem življenju. Na ta način je bila onemogočena kakršnakoli kritika režima, dovoljeno razpuščanje sumljivih društev in do skrajnosti poostrena cenzura. In ustvarjene so bile tako rekoč idealne razmere za preganjanje politično nezanesljivih, za katere so veljali državi nelojalni prebivalci. Čeprav je bil vojni absolutizem na papirju za vse enak, je na spodnjem Štajerskem, Koroškem in Primorskem prizadel zlasti Slovence. Pobude za preganjanje Slovencev niso prihajale le iz vojaških krogov, ampak tudi od civilnih oblasti, veliko pa je bilo tudi anonimnih prijav. Tako so vojaške oblasti v sodelovanju s civilno upravo že leta 1913 sestavile seznam politično sumljivih oseb, ki so ga v praksi uporabili leta 1914. Novembra 1914 je oblastem na Štajerskem uspelo zapreti že 951 takšnih slovenskih nelojalnežev, od tega jih je bilo 2/3 spodnje Štajerske. Ljudi je bilo upravičeno strah, saj so na podlagi določenih uredb tudi civilne osebe zaradi političnega hudodelstva pristale pred vojaškim sodiščem. Uvedena so bila celo hitra sodišča za civile. Pojem nelojalnost je postajal enak pojmu slovenstvo. Leta 1914 so bile v Mariboru 3 vojašnice z enotami, 47. pehotni polk, 26. domobranski polk, 5. dragonski polk in 3. polk poljskih havbic. Vojska je imela veliko skladišče za živila, splošna bolnišnica pa je bila v času vojne poleg cesarsko-kraljeve nadomestne vojaške bolnišnice namenjena tudi oskrbi vojaštva. Splošna mobilizacija za vojsko sposobnih moških se je nadaljevala skozi celotno vojno, v Mariboru se je začela julija 1914. Avgusta leta 1914 so prvi vojaki že odhajali na fronto z vlaki, okrašenimi s cvetjem in slikami presvitlega cesarja. Na pot jih je pospremila vojaška godba in vzkliki naj Srbi in Rusi poginejo. Toda vzhičenost je kmalu poniknila. Vojna se je namreč širila, nič več ni kazalo, da bo vsega konec do božiča. Domov so začele prihajati prve novice o padlih, ujetih, ranjenih. Vojaki so seveda še vedno odhajali na bojišča, a vedno bolj potiho in neopaženo. Najbolj boleča sprememba, ki jo je prinesla vojna, pa je bilo slabšanje življenjskih razmer v mestu. Zmanjkovalo je hrane, obleke, kurjave. Avstro-Ogrska namreč ni poskrbela za sistem oskrbe živili, saj so oblasti menile, da bo vojna kratkotrajna. Ustanovljene so bile centrale za preskrbo, na lokalni ravni pa uradi za preskrbo živili. Prodaja živil je bila zelo slabo organizirana. Ženske so po več ur stale v vrstah pred trgovinami, nakup živil pa je bil velikokrat odvisen od sreče in iznajdljivosti. Že takoj po izbruhu vojne je sledila prva omejitev uporabe nekaterih živil, temu pa zelo hitro tudi uvedba kart oziroma potrošniških nakaznic, s katerimi so posamezniki lahko kupili določeno količino živil v določenem obdobju. Prve karte so bile uvedene že februarja 1915 za krušno moko in kruh. Sledila je omejitev uporabe mesa, najprej z brezmesnimi dnevi, do uvedbe kart jeseni 1916. Temu pa še uvedba nakaznic za krompir, mast, mleko, tobak, kavo. Leta 1917, po razpadu sistema prehrambenih skladišč, pa se stanje samo še slabša. Prebivalstvo je bilo zaradi tega glede preskrbe v veliki meri prepuščeno samo sebi. A ni trpelo le zaradi pomanjkanja živil, ampak tudi zaradi njihove pretirane cene, saj so se živila podražila za 3000%, življenjski standard pa je padel za 5-krat. Zacvetela je trgovina na črno. Meščani so odhajali na podeželje, da bi tam kupili prepotrebna živila ali jih nabavili na podlagi menjave. Zlato, srebro, krzno za hrano. Strahotno nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja hrane je pripeljalo do demonstracij pred pokrajnim glavarstvom in rezultat je bil ta, da so najbolj ogroženim omogočili nakup mesa po nižjih cenah. Predvsem okrog božiča so revnejšim otrokom delili hrano, obleko in obutev.
Uvajala so se tudi nadomestna živila, naprimer posušena polenovka, suha zelenjava, kondenzirano mleko, maslo na mesto masti in tako naprej. Ljudje, zlasti otroci, so umirali od lakote in prav pri pomoči otrokom so velikansko vlogo odigrale dobrodelna in humanitarna društva. Najdejavnejši je bil nemški Schulverein, ki je razdeljeval hrano, obutev, obleko. Bogati nemški meščani pa so financirali tudi vojno kuhinjo za otroke. Ljudi je iz takšnega stanja otrplosti prebujala kulturna dejavnost, je z začetkom vojne oslabela, a povsem zamrla ni nikoli. Bila je pravi obliž na vojne razmere in težke življenjske situacije v času vojne. V mestu je bilo sicer manj prireditev, društveno dogajanje je bilo skromnejše. Nemci so bili na tem področju veliko bolj aktivni kot Slovenci. Meščani so imeli možnost zahajati v 2 nemška kinematografa in se udeleževati tudi prireditev, ki niso bile nacionalno obarvane. Šlo je za slovesnosti ob praznovanju cesarjevega rojstnega dne, ki so lahko trajale tudi več dni in so bile množično obiskane. Torej so kulturo Mariborčanom v večji meri ponujali Nemci. Ves čas vojne delovalo tudi nemško mestno gledališče. To gledališče je prirejalo tudi domovinske večere in brezplačne predstave za ranjene vojake. V Kazinski dvorani so se odvijali koncerti s pevci, vojaška godba 47. pehotnega polka je ob nedeljah in praznikih dopoldan nastopala v paviljonu mestnega parka. Na drugi strani pa je po letu 1917 čutiti usihanje avstrijskega patriotizma in privrženosti Habsburškemu prestolu. Vse bolj je bilo čutiti splošno protivojno razpoloženje. Ljudje so konec vojne pričakali z navdušenjem, a v njih se je naselil strah druge vrste, strah pred vračanjem vojske. Že 2. januarja 1918 je dnevnik Slovenec zapisal: disciplina in red bivše avstrijske armade sta porušena. Armadni oddelki se obdajajo ali beže nazaj v Avstrijo. Nekaj po železnicah, z vozovi, večinoma peš. Kamor bodo prišle te množice, bo gorja. Lačne, brez reda, brez vodstva. Usule se bodo čez deželo in mesta, kakor kobilice, in požrle in pokončale vse. Življenje naše ne bo varno. Daj, sicer te ustrelim, bo geslo sestradanih vojakov. Koliko je bilo resnice v tem zapisu, se je pokazalo že čez nekaj mesecev, novembra 1918. Za slovensko ozemlje je bil umik Avstro-Ogrske armade resnično predstavljal veliko nevarnost in izrednega pomena je bilo vzdrževanje javnega reda in miru. Maribor se je znašel v težkem položaju. Železniški promet je bil živahnejši vse od druge polovice oktobra 1918, ko so se domov vračali dopustniki, ki so se želeli na vse načine izogniti vrnitvi na frontu. Skozi Maribor je glavnina železniških transportov peljala v času od 31. oktobra do 19. novembra. Ta množica vojakov je na železniških postajališčih v Teznem, na Studencih in glavni železniški postaji vdirala v tovorne vagone, da bi prišla do hrane, ropala železniške restauracije in tudi po okoliških vaseh. Rešitev je bila, da se zadnje organizira prehrana in da se jih čim prej odpravi naprej proti njihovim domovom. Prehrana za vračajoče vojake je bila tako organizirana na Pragerskem in v Mariboru. To je bila izjemna rešitev. Istočasno so to situacijo izkoristili še za razoroževanje vojaštva. Ta poteza pa seveda še zdaleč ni bila dovolj za to, da Maribor ne ostane v nemški Avstriji, kot se je odločil takratni mestni svet. Zato, da ta odločitev ni obveljala, je bilo potrebno počakati na Majstrovo razorožitev Schutzwehra, kar je predstavljalo šele začetek preoblikovanja mesta v Slovensko. Mariborska občina z vsemi uradi je po odločitvi Narodne vlade za Slovenijo prešla v slovenske roke in sicer že 18. decembra 1918, a vladni komisar dr. Vilko Pfeiffer je posle prevzel šele 2. januarja 1919. V resnici je proces slovenizacije potekal zelo počasi. Izobešale so se slovenske table na trgovine, delavnice, a recimo na vhodu v mesto je še ob obisku kralja Aleksandra stara tabla z nemškim imenom mesta Maribor. Mesto je tako krasila kopica novih tabel v mešanici slovenščine in hrvaščine, našlo se je nekaj napisov tudi v cirilici.
K temu je pripomoglo urazno znanje slovenskega jezika. Poslovenjala so se imena ulic in ta namen je bila ustanovljena občinska komisija. Njen član pa je bil tudi podpolkovnik Davorin Žunkovič. Odstranjevali so spomenike, podob cesarja ni bilo več. Nemške šole so se razpuščale ali poslovenjale. Odpuščalo se je nemške učitelje, nemščina pa ni bila več obvezen predmet v ljudskih in meščanskih šolah. Odslovljena je bila tudi nemška policija. Policijski komisar je postal dr. Ivan Senekovič. Slovenci so postopoma začeli v svoje roke prevzemati sodstvo. Uradno pa je mesto postalo slovensko z izvolitvijo prvega slovenskega župana na prvih povojnih občinskih volitvah. To je bil Viktor Grčar, izvoljen aprila 1921. Hvala. Hvala lepa. Naslednji referent je žal odsoten, tako da si bom jaz vzel to pravico, a samo na kratko prebral njegov referat, koliko da se seznanimo ali pa posvežimo svoje znanje o poteku vojaškega izobraževanja v Mariborski kadetnici med Prvo svetovno vojno in pa takoj po razpadu Avstro-Ogrske. Referat je pripravil višji vojaški uslužbenec 9. razreda magistr Gregor Kastelec, sicer kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske. 27. aprila 1856 je bil v Mariboru ustanovljen Kadetski inštitut. Bil je eden izmed 4 v Habsburški monarhiji. Kadetski inštitut je deloval do leta 1870. Leto prej so bile namreč razpuščene vse podobne šole v Avstro-Ogrski monarhiji. Odslej je bila stavba navadna prehotna vojašnica, pa čeprav je kot vojašnica cesarja Franca Jožefa nosila imenitno ime. Leta 1878, ko je Avstro-Ogrska zasedla Bosno in Hercegovino, pa je v stavbi pričela delovati vojaška bolnišnica. Mariborčani so si kmalu zaželeli, da bi se v stavbi ponovno vzpostavila kadetnica. To pa se je kljub temu, da se je s to prošnjo mariborski župan obrnil na cesarja, zgodilo šele leta 1894, ko stavba zopet zaživi v svojem prvotnem namenu. V okviru tega šolanja so vojenci pridobivali splošna znanja ter za poklic potrebno vojaško-tehnično znanje, ki so jim dala osnovo za nadaljnji študij v vojaški vzgojnih zavodih. Po končanem izobraževanju v kadetnici so dobili naziv kadeta ali častniškega namestnika ali pa kadeta s korporalskim činom, kasnejšega praporščaka. Kasneje so bili dodeljeni v vojaške enote, kjer so napredovali v okviru predpisov. Leta 1907 sta se v Mariborski kadetnici priključila še 3. in 4. letnik razpuščene tržaške kadetnice. Leta 1913 pa je v pehotni kadetnici začela nastajati višja vojaška realka s 3 letniki, ki je gojence pripravljala za nadaljnje šolanje na vojaški akademiji. S to reformo so želeli povečati izobraženost častnikov. Program na tej realki je bil podoben 3-razredni civilni realki, ki so jih program za vojaške potrebe razširili s predmeti vojaškega značaja. Med Prvo svetovno vojno je bil proces šolanja na realki moten, saj so gojence že pred zaključkom šolanja s činom praporščaka vključevali v aktivno vojaško službo. Prav tako so na različne dolžnosti premeščali predavatelji. Proti koncu Prve svetovne vojne je začela Avstro-Ogrska monarhija slabeti in razpadati. 29. oktobra 1918 je bila ustanovljena država Slovencev, Hrvatov in Srbov, glavno mesto pa je postal Zagreb. V Ljubljani je bila ustanovljena narodna vlada. V teh razmerah, ko so se vojaki vračali z različnih front in so se upirali vojaški disciplini, so se upirali in se postavljali po robu poveljniku realke tudi nemški gojenci vojaške realke. 30. oktobra 1918 je iz Graškega korpusnega poveljstva prišlo naročilo, da je treba gojence nemške narodnosti na realki zamenjati s tistimi slovenske narodnosti, ki so se do tedaj nahajali v bližnji nepopolni vojaški šoli v Štrasu, v bližini Špilja pri Gracu, ali pa na višji vojaški realki v Libenau pri Gracu. 1. novembra 1918, ko je Rudolf Meister prevzel v Mariboru vojaško oblast, so nemški gojenci želeli razdejati naravoslovni kabinet, vendar so jim to preprečili gojenci slovanske narodnosti, na čelu s poveljnikovim pribočnikom, nadporočnikom Francem Mravljakom. General Meister je še istega dne imenoval nadporočnika Mravljaka za svojega pribočnika. Službo je nastopil že takoj naslednji dan. V naslednjih dnevih se je začela narodnostna sestava gojencev precej spreminjati.
saj je še isti dan iz Gradca v Maribor prišlo 28 gojencev jugoslovanske narodnosti. Po noči pa je iz šole ušlo 91 gojencev nemške narodnosti. Množično so odhajali tudi Čehi, Poljaki in Madžari. 11. novembra je odšlo še 40 gojencev nemške narodnosti, 18. novembra pa je v Zagreb odšlo 81 Hrvatov. Realka se je kmalu razširila še z nižjo realko. Skupno je imela sedaj 7 razredov. V napetih časih novembra 1918, ko je general Majster uspel zasesti slovensko narodnostno mejo in razorožiti nemško varnostno stražo Šucver, so tudi gojenci vojaške realke opravili vojaško službo. Razdelili so jih v 3 vode in polovično strojnično četo. Imeli so nalogo varovati Koroško železniško postajo na Studenci in oskrbovalno središče ob Jezdarski ulici. Prevzeli so vse častniške dolžnosti in službe v šoli in garniziji, poleg tega pa so nadzorovali številno podivjano in sestradano vojaštvo, ki se je v prenapolnjenih vlakih s front vračalo domov. Oblečeni so bili v avstrijske uniforme, na kapah pa so imeli namesto avstrijskih značk slovenske kokarde, narejene iz svelenih tribarnic. Povelja so bila slovenska in podobna tistim, ki jim jih je uporabljalo trovarno društvo Sokol. Ko je šlo za vojaško-tehniška poimenovanja, so se, če ni bilo ustreznih slovenskih poimenovanj, poprli na izraze hrvaškega domobranstva. Ker so gojenci vojaške realke dostikrat izražali nezadovoljstvo s poveljnikom, podpolkovnikom Vlahom, je general Rudolf Majster kot poveljnik Štajerskega obmejnega poveljstva predlagal Narodnemu svetu v Ljubljani, naj iz Dunaja pokliče podpolkovnika Davorina Žunkoviča in ga imenuje za poveljnika Mariborske vojaške realke. Predlog je bil sprejet. Novi poveljnik je službo nastopil 22. novembra 1918. Davorin Žunkovič se je rodil 1. novembra 1858 na Ptuju. Osnovno šolo je obiskoval na Ptujski gori, gimnazijo pa v Mariboru. Po odsluženem vojaškem roku je šolanje leta 1879 nadaljeval v pehotni kadetnici v Innsbrucku. Po končanem šolanju je služil v Mostarju in Lovki pri Znojmu na Moravskem. Med letoma 1893 in 1895 je bil adjutant in učitelj ruščine na Dunaju. Tu je vojaško izobrazbo nagradil še s šolanjem na šoli za korpusne častnike. Leta 1896 je bil povišan v čin stotnika in premeščen v Brno. Leta 1898 je postal početni poveljnik in učitelj v pehotni kadetnici v Mariboru. Kot učitelj je poučeval nemščino, slovenščino, eksecirni pravilnik, vojaško administracijo in vojaško poslovni slog. Leta 1902 je bil premeščen v Kromerež, 1904 v Mostar, 1906 pa v Česin, v Šleziju. Leta 1909 je postal major, kmalu zatem je prevzel poveljevanje na domestnem bataljonu v Kromerežu. To delo je opravil vse do leta 1911, ko so ga zaradi splošne živčne oslabelosti visoke stopnje, bolj verjetno pa zaradi njegovega vseslovanskega prepričanja tudi upokojili. Ob izbruhu Prve svetovne vojne so ga ponovno poklicali in ga dodelili 5. korpusnemu poveljstvu. Avgusta 1914 je postal krajevni poveljnik na vzhodni fronti. Leta 1916 je bil obtožen zlorabe uradnega položaja in neupoštevanja predpisov. Sodilo mu je sodišče Prve armade in ga obsodilo na težko ječo in ga degradiralo v činu. Kasneje je v obnovljenem sodnem procesu uspel doseči oprostitev in vrnitev čina. Maja 1918 je postal poveljnik Podgorice v Črni gori. Ob tej priliki ga je vojaška uprava Črne gore povišala v čin podpolkovnika. Pred razpadom Avstro-Ogrske monarhije se je vrnil na Dunaj. Pouk v kadetnici se je začel 3. decembra 1918. leta. V tem času je že bila ustanovljena kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je ustanovila le 2 dni pred. Podpolkovnik Žunkovič je kmalu uspel vzpostaviti red na šoli, ukvarjati pa se je začel tudi z učnimi načrti in učnimi knjigami. Odločiti se je moral tudi za učni občevalni in poveljevalni jezik na šoli. V temeljih je Mariborska vojaška realka prva slovenska vojaška šola. Med predavatelji je bilo 15 Slovencev, ostali pa so bili še Hrvatje, Srbi in Čehi. Med gojenci pa je bilo ravno obratno. Slovenci so bili v manjšini, poleg Hrvatov in Srbov je bilo še nekaj Nemcev, Čehov in Italijanov. Glavna učna jezika sta bila, kot poroča zgodovina šole, nadporočnik Gustav Šilih, slovenščina in srbo-hrvaščina, ki sta se uporabljala paritetno, kot je naneslo. Gojenci so imeli na voljo tudi precej slovenskega, hrvaškega in srbskega leposlovja. V enem letu so nabavili kar 1000 novih knjig. Tiskano letno poročilo šole se je pisalo v slovenščini. Tudi napis na šoli je bil v slovenskem jeziku. Odslej se je šola imenovala Kraljeva vojaška realka.
Gojenci kraljeve vojaške realke so večkrat nastopili tudi na raznih prereditvah. Tako so ob koncu prvega polletja 6. marca 1919 pripravili akademijo, na kateri so zaigrali Murnikovo burko, Bucek v strahu, plesali kolo, peli v zboru in nastopili s tamburaškim zborom. Z omenjenim pevskim zborom so večkrat nastopili tudi na raznih preditvah v Narodnem domu v Mariboru. V šolske telovadnici so nekajkrat pripravili predavanja, ki so jih obogatili tudi s optičnimi slikami in filmskimi predstavami, kar je bil v tistih časih pristop, ki je pomenil pravo pedagoško novost. Kot posebna vojaška enota so nastopili večkrat 28. aprila 1919 ob slovesnosti na Mariborski železniški postaji, ko je mesto Maribor izkazalo čast zemskim ostankom protihabsburških zarotnikov Petra Zrinskega in Krsta Frankopana. 1. maja istega leta na poslavi v polletnici nove države in na terovski procesiji. Drugo polletje šolanja je potekalo v precej urejenih razmerah. Šolsko leto se je končalo 15. julija 1919. Od 193 gojencev jih je 167 izdelalo, 3 so padli, neocenjenih je bilo 10, 13 pa jih je imelo popravne izpite. Od 30 absolventov zadnjega razreda se jih je kar 29 odločilo, da bodo šolanje nadaljevali na vojaških akademijah. Ob koncu šolskega leta je šola izdala v slovenščini natisnjeno prvo izvestje oziroma poročilo kraljeve vojaške realke v Mariboru za šolsko leto 1918-19. Vsebovalo je natančno poročilo o predavačevskem zboru, učnem načrtu, urniku in gojenci ter njihovem učnem uspehu. Ob koncu šolskega leta je bila izdana tudi zavodna kronika, ki jo je po virih napisal Guštav Slavšin. Pisec je v kroniki šoli napovedal lepo prihodnost, toda izkazalo se je, da se je zmotil. Že 1. februarja 1919 je bilo območje Slovenije podrejeno Dravske divizijske oblasti. Marca istega leta sta na ogled kraljeve vojaške realke prišla visoka srbska častnika, ki sta delo na realkih pohvalila, hkrati pa pripomnila, da sistem dela ne ustreza konceptu srbskega šolanja častnikov, to pa je seveda pomenilo, da ne ustreza konceptu novo nastale kraljevine SHS. Šolsko leto se je, kot smo že omenjali, končalo 15. julija 1919 z odlokom Ministrstva za vojsko in mornarico. Z dne 10. avgusta 1919 pa je bilo šolanje na vojaški realki najprej okrnjeno, nato pa tudi ukinjeno. Po ukinitvi vojaške realke je bila v stavbi v kadetnici od leta 1921 naprej tehniška oficirska šola, nato pa inženirska počasniška šola. Ti dve šoli je leta 1937 nadomestila šola za rezervne pehotne častnike. Po kapitulaciji kraljevine Jugoslavije in nemške zasedbi slovenskega ozemlja je kadetnico zasedla nemška vojska. Po koncu druge svetovne vojne in porazu Nemčije pa jo je do razpada Jugoslavije leta 1921 pripravila Jugoslovanska ljudska armada. Leta 1921 je kadetnico prevzela teritorialna obramba, vendar je ostala prazna. Leto kasneje so jo kot objekt posebnega pomena predali mestni občini Maribor, vendar ni zaživela, zato jo je zopet prevzelo Ministrstvo za obrambo. Leta 2003 se je začela obnova kadetnice, od leta 2009 je bil njej PDRU, ki se je leta 2013 preimenoval v Center vojaških šol. Hvala. Spoštovani, dovolite mi, da po teh dveh predstavitvah predstavim sedaj svoj referat, in sicer o generalu Rudolfu Maistru in pa vojski države Slovencev, Hrvatov in Srbov, pozneje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Generala Rudolfa Maistra Vojanova, ki se je rodil 29. marca 1874 leta v Kamniku, lahko nakratko označimo z nekaj karakteristikami. Velik domoljub, slovenski častnik, slovenski razumnik in umetnik, eden največjih sinov slovenske nacije, vzor vsakemu slovenskemu vojaku, podčastniku in pa častniku. Osnovno šolo je najprej obiskoval v Mengšu, nato pa v Kranju. Leta 1885 je začel obiskovati nižjo gimnazijo in jo leta 1890 tudi končal. Z
z odličnim uspehom. Ko je bil star 13 let, mu je umrl oče, kar je Rudolfa izjemno prizadelo. Za Rudolfa je skrb prevzel njegov stric Lovrenc. Celotno obdobje šolanja se je navduševal nad vojaškim poklicom, zato se je kmalu odločil tudi za poklic vojaka. Njegove intelektualne sposobnosti in pa izjemne psihofizične lastnosti so mu seveda omogočile strmo pot napredovanja v njegovi vojaški karieri. In če pogledamo to vojaško kariero, jo lahko v nekaj teh prelomnic umestimo. Leta 1894 je na Dunaju končal domobransko kadetnico in bil imenovan za kadeta. Po opravljeni kadetnici so ga vključili v domobranski bataljon, najprej v Ljubljani. Ravno pred dnevi je bila tudi v Ljubljani v spomin na njegovo prvo službovanje odprta razstava Vojaškega muzeja o generalu Rudolfu Majstrem boja za severno mejo. 1. oktobra 1894 pa je bil premeščen v pehotni polk ali regiment v Celovcu. Naslednje leto, 1. novembra 1895, je bil imenovan v poročnika. Kot častnik je služboval v različnih krajih Habsburške monarhije. Tako leta 1903 se je šolal v armadni strelski šoli v Bruku na Lajti. Leta 1907 je obiskoval častniško šolo 3. armadnega zbora ali korpusa, ki je imelo poveljstvo v Gracu, ter je tudi zajemalo večino današnjega slovenskega ozemlja, če izvzamemo Prekmurje, ki spada vojaško-organizacijsko v drugo zgodbo pod ogrsko polovico monarhije, in je napredoval v stotnika. 1. novembra 1908 so majstra kazensko premestili v Pšemisel, v Galiciji. Vključen je bil v domobranski regiment. Leta 1910 je postal poveljnik 7. bojne čete, pozneje pa poveljnik podčastniške šole. Po okrevanju zaradi naporov na vajah je zbolel za pljučnico. Zdravil pa se je v Dalmaciji in pa v Egiptu. So ga leta 1913 premestili v Črno vojsko v Celje. Se pravi v to tretjo komponento oboroženih sil Avstro-Ogrske monarhije. 7. decembra 1914. leta je bil premeščen v Maribor. 21. junija 1916 pa je postal začasni poveljnik okrožnega poveljstva Črne vojske v Mariboru. Tukaj vidimo Rudolfa Majstra v družbi svojih sodelavcev leta 1916 v Mariboru. 8. marca 1917. leta so ga zaradi ovadbe nemških nacionalistov premestili v Gradec. Povišali so ga pa v majorja. To je tista zanimivost, kot kazensko premeščen v Gradec, a hkrati povišan v čin. Kmalu se je vrnil v Maribor. 1. junija 1917. so ga imenovali za poveljnika Črne vojske. V Mariboru je ostal do razpada monarhije. No, in 29. oktobra 1918. leta je bila v Ljubljani velika manifestacija, na kateri je bila razglašena država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Na tej manifestaciji se je zbralo približno 30.000 ljudi. Med njimi je bilo približno 200 oficirjev in vojakov. Tisto pomembno simbolno dejanje, ki se je zgodilo na tej manifestaciji, kajti bilo je 6 govornikov na tej manifestaciji, pa je bilo zagotovo prekinitev prisege strani prisotnih teh častnikov, podčastnikov vojaštva, ki jo je izrekel poročnik dr. Mihajlo Roslohar. Namreč vzel je sabljo v roke in odpovedal prisego Habsburškemu cesarju ter obljubil zvestobo novi državi, državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Celotno to skupino po virih naj bi vodil nadporočnik Rudolf Badura, o katerem bo pozneje tudi govoril kolega dr. Blaž Torkar, da bo pobliže predstavil. Slavnostni govornik na tej prireditvi je bil ljubljanski župan Ivan Hribar. No, tisto, kar je tudi zanimivo, ko vidimo tukaj 30.000 ljudi se je zbralo na tej manifestaciji. Zanimivo je, da ob izbruhu Prve svetovne vojne se v Ljubljani tudi zgodijo manifestacije v podporo odločitvi cesarja in pa vojaškemu vrhu, se pravi političnemu in vojaškemu vrhu za vstop v vojno, za napoved vojne, napovedi kraljevini Srbiji 1914. leta, kjer lahko spremljamo to navdušenje širokih množic. Tudi takrat se zbere 30.000 ljudi v podporo te cesarjeve odločitve.
In kot smo že prej slišali, so mnogi vzklikali, vidimo se v Božiču. Zanimivo je to, da na Zahodu so celo še krajši čas pričakovali in so obljubljali svojim, da se vrnejo o pobiranju jesenskega listja. Vendar nihče ni takrat dejal in rekel, katerega leta. Tako da je bilo vse skupaj zelo relativno. Na podlagi tega dejanja, kar se je zgodilo v Ljubljani 29. oktobra in pa pozneje potem 30. oktobra 1918. leta, pa je lahko tudi takrat major Rudolf Meister deloval na tem območju v Mariboru. Soglasjem Narodnega sveta za Štajersko je 1. novembra 1918. leta major Rudolf Meister prevzel vojaško oblast v Mariboru. Narodni svet za Štajersko je bil ustanovljen 26. septembra tega leta. Imenovan je bil tudi v čin generala, povedeval pa je vsem enotam na slovenskem Štajerskem. To imenovanje v čin generala je bilo sporno za narodno vlado v Ljubljani, ker ga niso oni imenovali, vendar nekako je obdržal ta čin tudi pozneje v kraljevini. Država Slovencev, Hrvatov in Srbov je bila razdeljena v 2 oziroma 5 vojaških okrožij s poveljstvi prvega vojaškega ali vojnega okrožja v Zagrebu in drugega vojnega okrožja v Ljubljani. Tretje vojno okrožje je bilo predvideno s poveljstvom v Sarajevu za Bosno, 4. v Mosterju za Hercegovino in 5. v Splitu za Dalmacijo. S tem so postavili temelje za ustanovitev prve prave slovenske vojske, ki je imela poveljstvo in pa tudi svoj generalštab. No, po zaslugi velike požrtvovalnosti pripadnikov polkov slovenske vojske je slovenski vladi uspelo rešiti vsaj del slovenskega ozemlja pred njegovim razkosanjem. Pri tem pa so vključili tudi ujetnike srbske kraljeve vojske, ki so jih oblekli v uniforme te vojske in jih poslali nasproti zvidnicam italijanskih enot, italijanske vojske, ki so se že približale vrhniki in so se jim predstavili kot predstavniki zavezniške antantne srbske vojske. Njih je vodil pa podpolkovnik Mihajlo Švabič. Glavna struktura štaba je bila sledeča: poveljnik vojske Slovencev, Hrvatov in Srbov, nato pa generalštabi 1. in 2. vojaškega okrožja. V Ljubljani je bil štab 2. vojaškega ali vojnega okrožja, katerega poveljnik je bil podmaršal, danes bi ga lahko prevedli v divizijskega generala Nikolaj Štvanovič, načelnik štaba pa je bil Milan Ulmanski. Na to so bili razni oddelki, intendantura, enote 5 pehotnih polkov, en konjeniški, 3 topniška poveljstva za Štajersko obmejno poveljstvo, Koroško obmejno poveljstvo, vzhodno in zahodno Koroško obmejno poveljstvo in pa komande mest. Prva slovenska vojska je torej nastala novembra 1918. leta. Zanimivo je namreč, tukaj imamo, bomo videli, 2 Rudolfa, Rudolf Badjura in pa Rudolf Meister. Tudi brigadir slovenske vojske v pokoju Janez J. Švajncer dostikrat opozarja, da pravzaprav ustanovitelj te slovenske vojske, ki jo pišemo z malim s-jem, ker ni uradno poimenovanje bilo slovenska vojska, je bil pravzaprav nadporočnik Rudolf Badjura. Kot sem rekel, o njem bomo pa pozneje malce več slišali. Tisto, kar je za nas tudi pomembno, je, da 31. oktobra 1918. leta začne delovati v Ljubljani narodna vlada Slovencev, Hrvatov in Srbov za Slovenijo in oddelek za narodno obrambo je vodil dr. Lovro Pogačnik, ki je bil poverjenik za narodno obrambo. Poudarek je bil na poimenovanju narodna vojska. Te polki, če samo na hitro naštejem, ki sem jih prej omenil, Mariborski polk nastane 21.11.1918, nato Celjski polk, Slovenski planinski polk, Ljubljanski polk, konec novembra 1918. Tržaški polk z enim bataljonom, zato včasih vidimo Tržaški bataljon, Tržaški polk, 26. pehotni polk sestavljen iz srbskih vojnih ujetnikov. Konec novembra 1918 je imela slovenska, če tako poimenujemo vojska, drugega vojnega ali vojaškega okrožja 12.376 oficirjev in pa vojakov. Med njimi 2 generala, v oborožitvi pa 537 topov, 234 strojnic in 1080 konj. No, v prvih dneh novembra sta bila generalu Meisterov veliko pomoč stotnik Edvard Valpotič, ki je povedeval enotam na levem bregu Drave, in ognječar Joško Slobodnik, ki je vodil topniška polka, v katerih so ostali le Slovenci na desnem bregu Drave. Prva enota, ki je prišla na Koroško 6. novembra 1918,
je bil oddelek nadporočnika Franja Malgaja, ki ga je poslal general Rudolf Meister na to območje. Podrejen je bil štajerskemu obmejnemu poveljstvu, nastanjen pa je bil na Prevalja. 23. novembra je oddelek korakal v Priber. Za izvedbo zasedbe Koroške je bil 8. novembra 1918. imenovan skopnik Alfred Lavrič, ki je 13. novembra prek Ljubelja poslal prvi oddelek. Zasedel je Podjuno in Gorovlje, 14. novembra pa je oddelek prostovoljcev zasedel Ljubelj. No, mi vemo, da s koncem prve vojne so se nekateri naši kraji znašli v zaledju Soške fronte in je slovenski prostor izredno trpel v tem dogajanju, tako prebivalstvo kot tudi samo območje današnje Slovenije v obdobju Prve svetovne vojne. Nekako ocena političnih in pa vojaških oblasti takoj po Prvi svetovni vojni je bila, da je v Prvo svetovno vojno bilo aktivno vključeno približno 150.000 pripadnikov moške populacije. In tukaj pa vidimo etnično podobo Koroške v začetku 20. stoletja pred tem nasilnim procesom germanizacije, ker vidimo, da je zeleno 95% Slovencev na Koroškem. Kaj so slovenski prostovoljci zasedli, katero območje do 9. 10. decembra 1918. leta, lahko tukaj vidimo. Vendar sredi decembra se zgodi ena zelo negativna stvar za, da rečemo, Meistrove borce in za slovensko vojsko. Namreč v Grabštejnu na Koroškem, tukaj, je bila nastanjena enota srbskih prostovoljcev, ki se je udala avstrijskim enotam. In nekako ocenjujemo, da ravno to dejanje je bila tista prelomnica v boju za severno mejo v teh vojaških aktivnostih, kajti po tem dejanju so avstrijske enote začele kazati večjo motiviranost za nadaljevanje spopadov. Tako tudi vidimo potem njihovo intenzivnost v januarju 1919. leta. Tisto, kar je za nas izjemnega pomena, pa je seveda dogajanje konec aprila 1919. leta in pa v začetku maja 1919. leta. Namreč takrat izvedejo pripadniki slovenske vojske tako imenovano aprilsko ofenzivo, ki se je začela 29. aprila 1919. leta. Če beremo spomine Albina Prepeluha Abditusa, lahko notri zasledimo, da je pravzaprav za izvedbo te ofenzive izjemno pritiskal predsednik deželne vlade v Ljubljani, dr. Brejc, in čeprav po teh spominih naj bi ostali člani vlade nasprotovali tej njegovi odločitvi, da se gre v ofenzivo, so potem enote na terenu vendarle 29. aprila 1919. začele z ofenzivo. Ta ofenziva pa je bila, nažalost, zelo slabo pripravljena. Dr. Brejc je v tistem trenutku ocenjeval, da samo na terenu z vojaškimi dejanji lahko zagotovijo ugoden razplet vprašanja slovenske severne meje. Ne samo, da je bila ofenziva slabo pripravljena, še slabše je bila vodena. In iz te ofenzive lahko tudi slovenska vojska danes črpa določene izkušnje. Kako se ne sme iti v neke vojaške aktivnosti, če nisi upošteval vseh elementov in pa tudi, če nisi dobro pripravil svoje aktivnosti. Namreč poveljstva, torej slovenska stran, je načrtovala aktivnost 4 bataljonov, ki pa takoj po odhodu z Velikoškega mostišča začnejo izgubljati medsebojne stike, saj prodirajo proti raznim smerem preveč ekscentrično, oziroma lahko rečemo divergentno. To se je dogajalo že prvi dan. Kljub začetnim uspehom pa so kmalu te enote izgubile pobudo in celo zaidejo v taktično podrejen položaj. Enote z tega mostišča, se pravi z Velikoškega mostišča, se vse bolj oddaljujejo med seboj ter ostanejo brez medsebojnega sodelovanja in pa povezave. Skratka, puščajo določene medprostore. Tudi rezerve iz zaledja ni bilo v tem ofenzivi načrtovano.
Nič bolje se ni godilo enotam južno od Drave. Med seboj ne morejo skleniti močne fronte, saj je bilo premalo vojaške sile. Vseh bataljonov na Koroškem je bilo tedaj le 8,5. Na celotnem tem območju, na celotnem bojevališču, niso imela slovenska poveljstva dovolj rezerv, da bi zaprla nastajajoče odprtine med enotami, ki so izgubljale smer, pobudo, kumulativnost, udarnost in celo motiviranost. Ne poznajo več frontne črte in pa smeri prodorov. To opazijo Avstrijci in seveda v začetku maja takoj izvedejo protiofenzivo z usmerjenim koncentričnim napadom na Velikovško mostišče. Skratka, Velikovec in to območje. Posledica popolnega neuspeha je bila izguba slovenske Koroške, razen Dravograda in Slovenj Gradca. Ocene so, da je tedaj bila avstrijskim enotam pot odprta do Celja. Zakaj se avstrijske enote ustavijo tukaj, nekako viri ne pričajo, zakaj so se ustavili na liniji Slovenj Gradec-Dravograd in ne prodirajo južneje dol. Verjetno so pričakovali, da potem bi se pa aktivno vključila tudi že dravska divizijska oblast v dogajanje. No, kmalu potem, konec maja, pa sledi tako imenovana majska ofenziva, se pravi od 28.5. do 6.6. 1919. leta, ki pa je bila bistveno bolje pripravljena. Namreč tukaj potem razdelijo enote na 5 odredov. 4 odredom so poveljevali srbski poveljniki. Vendar glavnemu odredu, ki je glavno vlogo odigral v tej ofenzivi, Labotskemu odredu, poveljuje pa nihče drug kot generalmajster. S tem nekako tudi ocenjujemo, da je bilo izkazano zaupanje, pa tudi tisto zasluge generalu majstru za predhodna dejanja. Je pa tukaj, moramo reči, se že vključila vojska kraljevine Srbo-Hrvatov in Slovencev, namreč od začetka februarja 1919. leta na našem ozemlju deluje že dravska divizijska oblast, ne glede na to, da je že pa 22. decembra 1918. leta kraj izdal ukaz o ustanovitvi dravske divizijske oblast, kar je posledično pomenilo tudi ukinitev drugega vojnega okrožja ali vojaškega območja in pa tudi ukinitev slovenskih enot. Skratka, ta omenjeni Labotski odred je potem preko Dravograda in pa ob reki Dravi preko Velikovca prodiral v Celovec in prva enota, ki je prodrla z vzhoda v Celovec, je bil slovenski planinski polk. Te enote so potem prodrle do Gosposvetskega polja in pa tudi Knežji kamen zasedajo in ga imajo v svojih rokah. Tisto, kar je zanimivo pri tej majski ofenzivi, pa je nauk, da to, kar je vojaštvo doseglo na terenu s to ofenzivo, je potem politika zapravila na preostanku, na mirovnih pogajanjih v Parizu. Namreč, že v času ofenzive se je zvedelo, da je v Parizu sklenjeno, da se bo vprašanje slovenske severne meje rešilo s plebiscitom na Koroškem. Kar zadeva vojska kraljevine SHS, pa naj samo omenimo, da je bila na našem ozemlju ustanovljena dravska divizijska oblast, namreč celotno ozemlje kraljevine, SHS pozneje Jugoslavije, so razdelili na 4 armadne oblasti, 16 divizijskimi oblastmi. Če se ozremo samo še na hitro na generala Majstra, prej sem že omenil, da je bil večplastna osebnost, ne samo vojak, bil je tudi literat, izdal je tudi 2 pesniški zbirki, med drugim je tudi zelo rad slikal, najbolj znana je njegova slika Bleda, upodobil pa je tudi več krajin v olju, med drugim pa tudi na sliko je Miramarski grad. Rudolf Majster je za Maribor tudi pomemben kot bibliofil, namreč bil je strasten ljubitelj knjige in je ustvaril eno največjih in najlepših zasebnih knjižnic in danes jo hranijo v univerzitetni knjižnici v Mariboru.
v kratkem bo na ogled tudi širši javnosti. Leta 1934, 26. julija, je tisti žalostni dan, ko general Rudolf Meister na Uncu umre. Posmrtne ostanke so potem z Unca prepeljali v Maribor, kjer so se ustavili v Ljubljani, v Celju, in ta široka množica nam priča o njegovi priljubljenosti med Slovenci, in tudi v Mariboru je ocena, da na pogrebu 28. julija se je zbralo okoli 30.000 Mariborčanov, da so ga pospremili k zadnjemu počitku. Hvala lepa. Spoštovani, v svojem referatu sem omenil večkrat vojsko države Slovencev, Hrvatov in Srbov, skratka slovensko vojsko, ki pa je tudi imela v svoji sestavi letalske enote. Kolega Matjaž Ravbar nam bo predstavil na kratko delovanje Meistrove eskadrilje, potem pa bo sledila še predstavitev že prej večkrat omenjenega nadporočnika Rudolfa Raduje. Dobar dan. Jaz bom predstavil delovanje in razvoj Meistrove eskadrilje, ki je pravzaprav pomembna za delovanje letalstva na Koroškem oziroma tudi nad Prekmurjem. Ker pa se seveda nič ne začne iz nič, je letalski kader in letalska tehnika prihajala iz razpadlega avstro-ogrskega letalstva. Avstro-ogrsko letalstvo je v obdobju prve vojne usposobilo okoli 3100 letalcev, se pravi pilotov in izvidnikov, in med njimi so bili tudi Slovenci. Delovanje tega avstro-ogrskega letalstva je bilo organizirano v 85 letalskih stopnijah, 25 balonskih enotah. Proizvedeno je bilo okrog 5000 letal, slabih 5000 letal, z dobavami iz Nemčije je delovalo okrog 5000 letal, tudi 5000 letalskih motorjev, in monarhija je ogromno denarja zapravila za delovanje letalskih enot. Vendar to je bilo neprimerno manj, kakor so za letalstvo zapravljene, bom rekel, ostale udeleženke vojne, kakor je recimo Italija, Nemčija, Velika Britanija. Ko sem za primerjavo bi povedal, se pravi, če je imela Avstro-Ogrska na voljo 5000 letal, je Italija samo v 3 letih vojne proizvedla 20.000 letal, Nemčija, Velika Britanija okrog 60.000 letal. Tako da, tukaj je treba poudariti to nerazvitost avstro-ogrskega letalstva, ki seveda ima različne razloge, tukaj jih ne bi omenjal. Samo Rusija je proizvedla manj letal kot Avstro-Ogrska. No, in ravno te letalske enote so predstavljale bazo za Meistrove letalce, bom tako rekel, in ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije je preko Gorice, Ljubljane in Maribora prišlo ogromno število vojakov. Ocene so med 300 in 370 tisoč vojakov v obdobju 2 do 3 tednov, in med njimi so seveda bile tudi letalci in letalske enote. Nekatere letalske enote so tudi končale svojo bojno pot na današnjem ozemlju Republike Slovenije, se pravi Gorici, Kobaridu, Ajdovščini, Vipavi, Divači in Ljubljani. To govorimo o delu enot oziroma kot cele enote. Potem so bili pa še tukaj posamezni preleti letal
se pravi v Logatcu, Bledu, Jesenicah in Cerknici. In novi državi in letalci so se v novi državi začeli zbirati v Ljubljani, Mariboru, Novem Sadu, Mostarju in Zagrebu. Tako da tukaj bom nekaj povedal o Ljubljani in Mariboru kot seveda za nas najbolj pomembni temi. 1. novembra je v Šiški pristal Mirko Plehan, ki je iz Celovca prebegel z letalom. Pristal je seveda čim bližje domu, nekako vzhodno današnje Alešovčeve ulice in posledično se je letalstvo oziroma vojaško letalstvo v Ljubljani začelo razvijati po letu 1918 v Šiški. Kmalu so se mu pridružili drugi letalci. Nacionalna sestava je bila po večini iz Slovencev in Hrvatov. Bile so tudi izjeme. Poznan je primer Franca Wagnerja, ki je bil Slovak. In pravzaprav letalska enota je izvedla prvi bojni polet 12. januarja 1919, zaradi katerega tudi praznujemo dan slovenskega vojaškega letalstva. Izvedena je bila tudi prva letalska pošta na relaciji Ljubljana-Praga. Tako da je ljubljanska stotnija pomeni pravzaprav glavno enoto slovenskega vojaškega letalstva v tem obdobju 18-19. Tukaj imam za vas pravzaprav dve kokarni na sliki, zapravo levo in desno, vidite, da so različni. V vsem tem obdobju ni bilo regulative, kako označevati slovenska oziroma letala nove države SHS oziroma kasneje kraljevine SHS. Tako da se pojavljajo več različic in te dve sta najpogostejši, se pravi bela, modra, rdeča in modra, bela, rdeča. Tudi kasneje v 90-ih letih smo ravno zaradi oznak v Ljubljani, se pravi bela, modra, rdeča, povzeli to kokardo kot znak oziroma kokardo slovenskega vojnega letalstva. No, zdaj pa bom prišel na Maribor oziroma Majstrovo eskadriljo. Maribor ima že dolgo zgodbo z letalstvom. Prvi poleti z baloni so že v začetku 20. stoletja, vendar je letalstvo oziroma letala so prišla v Maribor 1913, ko je bil izveden prvi civilno-vojaški letalski miting in izveden je bil na vojnem vadišču na Teznem. In ta lokacija je bila seveda znana in zato so leta 1915 vzpostavitvi jugozahodne fronte tukaj prelocirali FLEP 1 oziroma Flieger-Etappenpark številka 1. To je bilo zaledno letališče, ki je oskrbovalo frontne enote na Soški fronti in seveda, ko se je fronta premaknila na Pijavo, je ta enota se prebazirala na Patju oziroma na Furlansko nižino, vendar so hangari in ostala infrastruktura delovala, na tem območju je delovala letalska tovarna VKF oziroma Wiener Karosserie Fabrik in kasneje tudi Majstrova eskadrilja 1918-19. Zdaj se bi pa nekaj nastavil tudi na poimenovanju in razvoju Majstrove, tako imenovane Majstrove eskadrilje, kajti ob razpadu monarhije v novembru je na letališču in na železniški postaji ostalo ogromno letalskega materiala, od seveda letal do ostalega goriva in drugega pomožnega letalskega materiala. Tako je poročnik Emil Grizold zavaroval ta letalski material pred vandaliziranjem in ga začel zbirati. Zbiralo se je tudi seveda letalski kader oziroma letalci in v decembru 1918 je bil izveden tudi prvi sicer poskusni let nad Mariborom. Seveda Mariborčani, ker niso poznali še, da imajo tudi nove oblasti svoje letalstvo, so takoj predvidevali, da je to avstrijsko letalo. Tako da to je bil tak prvi let decembra 1918. No,
Ob povečanju spopadov na Koroškem je tudi pomen letalcev se povečal v Mariboru. Tako je bil iz Ljubljane poslan Mihajlo Dorčič, ki je bil podrejen Štajerskemu obmejnemu poveljstvu, kar je posledično dalo seveda tudi ime Maistrova eskadrilja. Mihajlo Dorčič pod njegovim poveljstvom je pravzaprav začela enota prvič tudi bojne delovati. To se je zgodilo v marcu, 13. marca, ko je nad Koroško in nad Prekmurjem so bili izvedeni leti, kjer so odmetavali propagandne letake in s tem pravzaprav se aktivno udeležili bojev na Koroškem. Poveljnik Zvezdan omenil ofenzivo aprilsko in z aprilom se je ta pomen še povečal, ko je prišel za poveljnika Stjepan Borazovič, ki je bil podrejen ljubljanski stotniji. Enota se je uradno imenovala detaširan letalski oddelek v Mariboru in v tem obdobju se letalska eskadrilja še bolje vključi v delovanje na fronti, kajti dobi dovoljšne zaloge goriva, letalcev in letal je dovolj in v vsem tem obdobju opravijo 81 bojnih poletov, kar je večji del od vseh poletov v bojih za severno mejo. Večji je seveda v primerjavi z ljubljansko eskadriljo oziroma stotnijo, ker iz Ljubljane je bilo težje priti do Koroške zaradi seveda naravne pregrade Karavank. Posebnost Maistrove eskadrilje je tudi v delovanju oddelka v Pliberku med to slovensko ofenzivo, kajti tudi Maribor je bil nekoliko predaleč do fronte in v Pliberku, oziroma pri Pliberku so ustanovili oddelek, kateremu je poveljeval Tomašič, Vekoslav Tomašič. Seveda ob prodiranju avstrijskih sil v začetku maja ta oddelek se seveda tudi mogel umakniti. Število moštva natančno ni znano, je pa za nekatera obdobja so znane številke, se pravi, moštvo se ocenjuje, da je bilo okrog 60, poleg seveda omenjenih poveljnikov so to še Jure Šturko, brata Arzenšek, Colnar, Tomašič, Ogrizek, Senekovič, Krištofič in Šimenc. Letalska tehnika, kot sem že omenil, to so bila avstro-ogrska letala, dve opazovalni letali Hansa Brandenburg in Ufak C1 ter 4 lovska letala Aviatik Berg D1. Tukaj vidite par fotografij moštva. Na vaši levi spodaj je poveljnik Stjepan Borazovič, na sredini je kartotečni list Mihajla Dorčiča in na desni pilot Janko Colnar. Ob prenehanju spopadov oziroma odločitvi, da se spopad konča po mirni poti, je seveda tudi pomen letalske oziroma Maistrove eskadrilje padel in odločitev je prišla, da se 6. oktobra 1919 enota razpusti in enota je pravzaprav se razdelila oziroma prerasporejena bila v Zagreb. Tako da so pravzaprav hangarje in seveda tudi letala, tudi letalski kader vse preselili v Zagreb. Letališče, ki je delovalo na Teznem, je pravzaprav prenehalo obstajati. Kasneje se je v Mariboru ustanovil civilni aeroklub in kasneje tudi zgrajeno aerodrom oziroma letališče. To pa je bilo nekoliko južneje na Teznem od takratnega letališča na Teznem. Tukaj vidite te opazovalna letala Hansa Brandenburg in še pravzaprav brata Arzenšek ob lovskem letalu Aviatik Berg D1. Najlepša hvala. Hvala lepa za predstavitev, ki nam dokazuje, da smo Slovenci bili vpeti tudi v vse takratne novosti, tudi na vojaško-tehničnem področju.
področju, da smo poznali sodobno tehniko, ne nazadnje tudi brata Rusjan sta med začetniki pionirji letalstva in vemo, da Edvard Rusjan je izgubil življenje ravno pri predstavitvi zmožnosti letala za vojaške potrebe generalštabu Srbske kraljeve vojske, ko je zaradi nesrečnih okoliščin in pa močne košave padel v Donavo in izgubil svoje življenje. Že prej sem pa omenil, da imamo v tem obdobju dva Rudolfa. Na eni strani generala Rudolfa Maistra v Mariboru, v Ljubljani pa je bil v tem obdobju vojaško izjemno aktiven nadporočnik Rudolf Badjura. Izjemno kompleksna oseba, ki se je v slovensko nacionalno zgodovino zapisal ne samo kot vojak, ampak tudi na drugih področjih. In kolega višji vojaški uslužbenec, dr. Blaž Storka, nam bo predstavil nadporočnika Rudolfa Badjuro in pa njegovo vojaško kariero. Prav lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je povedal načelnik Vojaškega muzeja, bo z moje strani govora o Rudolfu Badjuri. Se pravi, govorili bomo o slovenskem častniku, katerega v bistvu vojaška kariera je bila bolj, bomo rekli, na neki prostovoljni osnovi in potem deloval je kot rezervist. Drugače pa to ni bil aktiven vojak, deloval je kot državni uradnik v banski upravi kraljevine SHS. Pomemben pa je za slovensko vojaško zgodovino predvsem kot borec za slovensko severno mejo na tem, bomo rekli, gorenjskem koncu. Slovenci ga bolj poznamo kot pisca smučarskih priročnikov, kako je treba smučati, kot pisca turističnih vodnikov, geografskih učbenikov. Tako da je v bistvu njegova vojaška kariera nam bolj slabo poznana. Predvsem je težava v tem, da je njegova kariera razdeljena nekako na 3 dele. Prvi del njegove kariere se začenja že pod Avstro-Ogrsko, ko je leta 1904-1905 naredil častniško šolo 26. pehotnega polka v Ljubljani. Takrat on vstopi kot rezervni oficir v Avstro-Ogrsko vojsko in takrat se začne njegova vojaška kariera. O tem njegovem prvem delu, se pravi službovanja med Prvo svetovno vojno v okviru Graškega pehotnega polka, vemo bolj malo, predvsem zaradi tega, ker imamo slabši vpogled v avstrijske vojaške arhive. Ta drugi del delovanja kot prostovoljca, kot borca za severno mejo in to, kar je potem se udeleževal vojaških vaj v okviru kraljevine SHS, to obdobje nam je pa bolj poznano. Predvsem, kot vidite, tle gor 2 dokumenta, na osnovi virov, ki se jih dobi v slovenskem arhivu, to so spomini udeležencev borcev za severno mejo, to so najboljši viri o bojih za severno slovensko mejo. Se pravi, spomini borcev za severno mejo, njegovih borcev, kjer je takrat deloval kot poveljnik slovenske alpske čete. Najboljši vir pa je seveda karton, vojaška evidenca, ki se jo dobi v vojaškem arhivu v Beogradu, nekdanji vojaški arhiv Jugoslavije. Se pravi, vsak slovenski častnik, ki je deloval v kraljevini SHS, moral bi imeti svoj vojaški karton, kjer je opisana njegova kariera, napredovanja in podobne zavere. Kot sem že omenil, aktivno začne sodelovati v vojski leta 1904 in 1905, ko konča častniško šolo. Med Prvo svetovno vojno pa je zabeleženo, da je obiskoval 2-mesečni alpinski tečaj tekom svojega službovanja v Graškem pehotnem polku in tam se je v bistvu tudi naučil prvih tehnik, predvsem smučanja, tehnik smučanja, ki se je v bistvu takrat šele uveljavljalo na našem območju in potem je to znanje kasneje tudi uspešno
uveljavljal v civilnem življenju, ker je organiziral razne smučarske tečaje za slovensko prebivalstvo po prvi svetovni vojni. Se pravi, kot častnik Avstro-Ogrske vojske je deloval kot smučarski komandant v Graškem pehotnem polku. Tukaj imate en izsek iz njegove vojaške evidence, se pravi, kdaj je končal katero šolo in kako je v bistvu napredovala njegova karijera. Več boste videli tudi v naslednjih slajdih, ki vam jih bom predstavil. Najbolj se zaznamuje v slovenski vojaški zgodovini, ker je Badjura sodeloval v prevratnih dnevih v Ljubljani. Se pravi, že dan prej pred znamenito manifestacijo 29. oktobra v Ljubljani se je dobil z nekaterimi slovenskimi častniki in tam so diskutirali, ali se je vredno udeležiti te manifestacije v uniformah ali ne, ker takrat je bila to v bistvu še ena velika provokacija, da se slovenski častniki, ki so, bomo rekli, že strgali iz svojih kap avstrijske kokarde in namestili slovenske, da se udeležijo te proslave. Kljub nekemu zadržku se je nekaj teh častnikov le udeležilo te proslave in med njimi je bil tudi Rudolf Badjura. Seveda, posledica te udeležbe je to, da je bil že naslednji dan klican na komando mesta, kjer ga je češki general, njega in vse druge častnike, okrcal in spraševal, kaj se v bistvu grejo, ker država SHS formalno takrat tudi še ni bila mednarodno priznana država, kot vemo, tudi nikoli ni bila mednarodno priznana država. In takrat je v bistvu češki general provociral slovenske častnike in njihov odziv je bil, mi smo slovenski častniki nove jugoslovanske države in rekel je, posledice si pripišite sami. Tako da v bistvu nekih posledic te aktivnosti na 29. oktober 1918 potem za slovenske častnike ni bilo. Ključna Badjurina naloga v naslednjih dneh je bila ta, da je bil aktiven pri zasedbi poslopja deželne vlade in da je organiziral kontrolne točke pri vstopu v Ljubljano. Po prvi svetovni vojni je bila Ljubljana eno veliko zbirališče vsega vojaštva, ki je zapuščalo fronto. Zavedati se morate, da je bilo v Ljubljano strani Zahodne fronte, je prišlo v Ljubljano okrog 200 do 250 tisoč vojakov. Sprav, ko je razpadla fronta na Pjavi, se je vse to moštvo v bistvu uvalilo v Ljubljano in potem naprej vsak bomo rekli, na svoj dom. In problem je bil, kako zadržati to vojaštvo mirno, da se ne upira, da dobi hrano in da ne dela problemov. To je največji problem, ko se vojna konča. Še posebej te predhodnice, ki so prišle iz Trsta, iz Pjave, so bile še bolj umerjene. Tu je šlo predvsem za namestnika mesta Trst, pa za razne poveljnike. In tam je v bistvu Badjura svojo enoto, ki je bila na Viču, že zaustavljal te konvoje in jih usmerjal na deželno vlado, kjer so dobili propustnice, da se potem lahko vsak lahko domov. Problem je bil potem kasneje, ko se je valilo množično vojaštvo v Ljubljano, po večini pijano, in problem je bil, kako te horde vojakov držati v nekem redu in miru. Najpogosteje so te vojake, ko so prišli v vstop v Ljubljano, so jih razorožili, so jim dali napotke, kje je železniška postaja, kje lahko dobijo menažo, in aktivnost slovenskih častnikov in železništva takrat je bila, da čim prej se znebijo te vojske slovenskega ozemlja in da jih pošljajo naprej. Tako da tukaj je v bistvu bila glavna naloga Badjure in njegovih, bomo rekli, njegovih enot v Ljubljani v mesecu oktobru in mesecu novembru. Zanimivo je tudi to, da Badjura v svojih spominih omenja, da pri tem prvi mobilizaciji prostovoljcev za njegovo enoto
ni mogel dobiti Slovencev, ker se Slovenci niso želeli ravno vstopiti v slovenske enote, ampak so bili to večinoma Čehi, Poljaki in pripadniki drugih slovanskih vojska. Tako da v bistvu pravo slovensko enoto dobi Badjura potem kasneje, v mesecu decembru, ko formira alpsko četo. Kaj je še pomembno za te prevratne dneve je to, da je Badjura sodil v rang teh nizkih častnikov slovenskih, sprav nivo poročnih, nadporočnih stotnik, ki so bili aktivni v prevratu. Potem pa so nekako ta zagon teh častnikov nekako vojaške oblasti zatrle in so na ključne mesta postavljali slovenske častnike, ki se niso ravno izkazali v teh prevratnih dnevih in je v bistvu ta začetni zagon malo zaostal. In tako je tudi Badjura potem bil kmalu poslan na druge funkcije. Deloval je sprva kot poveljnik čete bataljona Koroške legije in to je bilo še v Ljubljani, potem pa je bil premeščen na severno mejo. Postane poveljnik sprva Radovljiške čete, ki se decembra 1918 razdeli na dva dela in decembra 18 se potem Radovljiška četa združi skupaj z jeseniško-alpsko četo v alpsko četo, ki poveljuje kapetan drugega razreda Rudolf Badjura. Značilnost za to četo je v tem, da je delovala, kot vidite, na postojankah na vrhovih Karavank, nad Jesenicami. Tu gre za točke Sveti križ, Savske jame, Suha, Golica, Popelična gora, Klek in Rožca. Se pravi, tam so bile razmeščene njegove enote. Tukaj je dokument, ki poroča o Badjurinih aktivnostih v obdobju bojev za severno slovensko mejo. Najbolj se je pa njegova alpska četa v bistvu angažirala v aprilski ofenzivi, o kateri je govoril tudi že major Markovič, 29. aprila 1919, se pravi, gre za spodletelo ofenzivo slovenske vojske 29. aprila in aktiven je bil predvsem v tem zahodnem območju pri Karavanškem predoru. Deloval je v okviru prvega bataljona Ljubljanskega polka, se pravi, v okviru tega bataljona je delovala njegova alpska četa. Cilj bataljona je bil zavzet kolodvor pod Rožci in razorožiti avstrijske posadke. Naloga njegove alpske čete in tretje čete Ljubljanskega pešpolka pa je bila zasest prodor čez Suhi vrh, na Podgorje in na Sveti Jakov. Ta prodor alpske čete se potem ni bil uspešen, predvsem zaradi velike teme in snega, ki je to noč začel padati, tako da se je potem alpska četa v skladu z ukazi takratne divizije v Ljubljani potem morala vrniti na svoje izhodiščne položaje. Zanimivo je potem, da je tej slovenski ofenzivi sledila avstrijska protiofenziva, o kateri je tudi že govoril major Markovič. In v tem obdobju je bil Badjura tudi zajet strani avstrijskih enot. Medtem, ko je kontroliral eno od svojih posadk na enem od mostov, ga je zajela patrulja in skupaj s še nekaterimi vojaki je bil poslan v ujetništvo. Zanimivo je to, da je potem kmalu, konec meseca maja, 28. maja tudi načrtoval pobeg iz ujetništva in pri pobegu tudi uspel. Medtem, ko so dva njegova kolega pri tem pobegu zajeli, on pa je uspešno pribegnil na slovensko stran čez Karavanke. Tukaj vidite, kakšen dober gornik je bil Rudolf Badjura. To se potem kaže tudi v knjigah, ki jih potem v 40 letih objavi. Zadnja knjiga je potem objavljena v 50 letih, ko v bistvu že izdaja prave geografske znanstvene razprave, čeprav v bistvu ni geografsko izobražen človek. Badjura se omenja v spominih še v sporu s Karlom Šefmanom. To je bil še eden zelo uspešen slovenski častnik, bil je poveljnik čete, ki je nadzorovala najbolj zahodni del slovenske severne meje, se pravi Karavanške vrhove zahodno od Rožce, Kamniti vrh, Petelinjek,
podporno strmec tja do današnje tromeje. In tukaj je prišlo do enega zanimivega spora dveh ambicioznih slovenskih časnikov, kdo bo imel večjo prevlado, kdo je boljši. Ne? In v tem sporu v bistvu zmaga Badiura. Zakaj se je šlo? Badiura, oziroma Karel Šefman, je imel pomembno vlogo pri zaustavitvi Italijanov, pri njihovi osvojitvi meje, ki je bila določena po londonskem sporazumu. Italijani so seveda šli čez to mejo, ki jim je bila obljubljena, in Karel Šefman je seveda tu imel pomembno vlogo pri zaustavitvi Italijanov. Zaradi šibkosti njegove enote je prosil za pomoč. In oblasti so mu poslali del Badiurine alpske čete, ki pa je potem v enem od dogodkov napadu italijanskih sil dezertirala. Ampak zanimivo je to, da so se umaknili tako slovenski vojaki, kot tudi italijanski vojaki, ki so napadli te položaje. Tako da v bistvu Badiura se je potem hitro reorganiziral in poslal na to območje svoje vojake. Najbolj znan je bil, njegov vojak je bil Miha Čop, tudi znani borec že iz balkanskih vojn, kot udeleženec v prvi in drugi balkanski vojni. Tako da je v bistvu potem rešil to zadevo. In ga je pa Karel Šefman seveda hotel očrniti pred nadrejenimi, kar mu pa ni uspelo. Ključen spor med njima je bil tudi v tem, kdo nadzira Korensko sedlo. Ali Šefmanova četa ali Badiurina četa. Tako da v bistvu je potem Badiura imel dobre veze, kot navaja Šefman, tudi z generalom Smiljaničem, in na ta način v bistvu so Šefmana izigrali in tudi nikoli Šefman ni dobil odobrene prošnje za vstop v vojsko kraljevine SHS. Zanimivo je to, da še leta 1940 Šefman pošilja prošnje za vstop v vojsko, ki mu jih zavračajo. Tako da po veliki ofenzivi 28. maja pa do Koroškega plebiscita je alpska četa aktivna med Maribor in Velikovcem, se pravi deluje na tem območju naše, bomo rekli, severne meje. Po vojni pa je v bistvu poklican v rezervo, kjer deluje kot častnik rezervist kraljevine SHS. Takrat je po dokumentih tudi povišen v kapetana 2. razreda in potem kasneje v kapetana 1. razreda. Evidenco imamo, da se udeležuje še nekaj vojaških vaj, potem pa v bistvu v 30 letih se njegova častniška kariera zaključi. Zanimivo je to, da ko beremo dokumente, vidimo, da v literaturi o slovenski severni meji piše, da je bil Rudolf Badiura kapetan. Medtem, ko pogledamo ta prave dokumente, vidimo, da je bil v času severne meje on nadporočnik. In da dobi kapetanski čin šele potem leta 1920 in potem leta 1924 kapetan 1. razreda. Kar je verjetno odziv tega, da kasnejša kraljevina SHS, vojska kraljevina SHS ni priznavala činov oziroma napredovanj, ki so bili v tem obdobju bojev za severno slovensko mejo. Če zaključimo na kratko o delovanju Rudolfa Badiure, vidimo, da je tu šlo za eno uspešno vojaško kariero. Od te predhodne v okviru Avstro-Ogrske vojske do obdobja slovenske vojske v bojih za severno mejo in tudi potem v okviru kraljevine SHS. Potem je v času kraljevine SHS tudi odlikovan z redom Svetega Save. Pomemben je torej bil zaradi zagotavljanja reda in miru v Ljubljani. Kot prvi poveljnik alpske čete, ki je aktiven boj za severno mejo, in najbolj se pa, bomo rekli, Badiurin karakter, njegovo osebnost kaže v spominih njegovih udeležencev, v bistvu njegovih vojakov. Največkrat ga označujejo kot zdravega, sposobnega vojaka, dobrega alpinista, do starejših pozoren, do mlajših strog, pravičen in discipliniran. Skratka, to je vojaška kariera Rudolfa Badiure.
predstavitev vojaške kariere Rudolfa Badiure. Mislim, da se upravičeno tudi kompleksno tukaj imenuje po nadporočniku oziroma kot smo slušali kapetanu oziroma stotniku Rudolfu Badiuri in da tudi ne samo pripadniki našega gorskega polka, ampak nasplošno vsi pripadniki Slovenske vojske smo lahko upravičeno ponosni na svojo, na našo vojaško, gorniško tradicijo ali zgodovino. S tem smo zaključili prvi del današnjega simpozija, ki je bil posvečen predvsem delovanju generala Rudolfa Maistra in pa obdobju, ki ga imenujemo obdobje kot prevratno obdobje in pa bojev za slovensko severno mejo. Sledi en krajši odmor, 10-minutni, nadaljujemo ob 11. uri, ko se bomo pa posvetili dogajanjem na začetku druge svetovne vojne na slovenski severni meji, po drugi svetovni vojni in pa seveda tudi en tak pregled vključevanja Republike Slovenije v NATO zavezništvo. Oziroma 15.